Lepo pozdravljeni, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, upam, da se slišimo dobro. Še enkrat lep pozdrav na današnjem webinarju Mladinske knjige za kemijo v osnovni šoli. Danes smo z vami Valentina Praprotnik, urednica v uredništvu učbenikov Mladinske knjige, in oba avtorja naših učnih gradiv za kemijo v osnovni šoli, to sta Nataša Kolakovič in Miha Slapničar. Nataša Kolakovič je učiteljica naravoslovja in kemije, ki poučuje na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini. Miha Slapničar pa je profesor kemije in biologije, je zaposlen kot asistent na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Danes vam lahko z veseljem napovem, da v mesecu aprilu zaključujemo našo vertikalo učnih gradiv za kemijo v osnovni šoli, saj bo konec aprila predvidoma izšel samostojni delovni zvezek za kemijo v 9. razredu. Danes bi vam ta samostojni delovni zvezek tudi predstavili. Na začetku bom jaz na kratko naredila osnovno glavno predstavitev naših gradiv, potem pa bosta avtorja bolj podrobno predstavila učno gradivo. Takole. Rada bi povedala, da je ta zaključek vertikale pri kemiji hkrati tudi en bolj obsežen zaključek, bolj obsežne vertikale naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki smo jo začeli postavljati leta 2018, in sicer z samostojnim delovnim zvezkom za naravoslovje v 6. razredu. Takrat smo pravzaprav kot čisto novost na tržišče postavili nov tip gradiva, to je samostojni delovni zvezek s poskusi, ki je bil med učitelji naravoslovja zelo dobro sprejet. Vertikala se je potem nadaljevala v naravoslovje 7 in potem smo jo zapeljali v smer biologije 8 in 9 in nato še v smer kemije 8 in v letošnjem letu tudi v smer kemije 9. Pri nastajanju kemije 9 so sodelovali, tako kot tudi pri kemiji 8, učitelji praktiki v spremljevalni evalvacijski skupini. Pregledali so 4. obsežno poglavje rokopisa in izpolnili vprašalnik, ter nam tako zopet podali veliko dragocenih predlogov in opomb, tako da smo, verjamem, res lahko pripravili gradivo, ki bo v skladu z vašimi potrebami in tudi s potrebami učencev. Vsi naši delovni zvezki so nekako povezani, se pravi, ta naravoslovni trojček, kot mu jaz rada rečem, naravoslovje, biologija, kemija, temelji na nekem skupnem sodobnem didaktičnem pristopu, ki postavljajo v ospredje aktivne oblike učenja, ki spodbujajo učenje z raziskovanjem. Učenci pri obravnavi snovi tako samostojno raziskujejo ali opravljajo eksperimente in iz teh eksperimentov tudi sami izpeljejo določene zaključke in ugotovitve. Samostojni delovni zvezek je tip gradiva, ki vključuje temeljne gradnike učne poti, saj zajema tako elemente učbenika kot delovnega zvezka. Bolj podrobno bo ta koncept v nadaljevanju predstavil Miha. Jaz bi pa še dodala, da v skladu s tem, da so učenci povabljeni, da čim bolj aktivno sodelujejo pri pouku, da sami opravljajo eksperimente, v skladu s tem smo kompletu dodali tudi škatlo s pripomočki in materiali za izvedbo poskusov, ki jih prejmejo učitelji te škatle, in sicer z dovoljšnim številom materialov, da lahko izvedejo delo v skupinah s po 4 učenci. Pri kemiji 8 in 9 smo dodali še nek poseben dodatek, to je priložen plastificiran periodni sistem elementov v kemiji 8. Pri kemiji 9 pa bo tudi tak kartonast plastificiran list, ki bo vseboval različne preglednice teh osnovnih družin organskih spojin, delitev ogljikovodikov ter osnovne te funkcionalne skupine kisikove, družine organskih spojin ter dušikove. Vsi tiskani samostojni delovni zvezki so nadgrajeni tudi s pestrim in bogatim interaktivnim gradivom na spletu. Imamo 2 portala, to sta portal Učim.te, ki je namenjen učiteljem,
Na njem dostopate do interaktivne izvedbe samostojnega delovnega zvezka. To ni le digitalna oblika samostojnega delovnega zvezka, ampak vsebuje dodatne interaktivne elemente. Tako lahko naloge rešujete na pametni tabli, skupaj z učenci, preverjate rešitve ali pa rešitve samo preprosto prikažete. Notri so tudi ikone, preko katerih dostopate do videoposnetkov in do drugih dodatnih vsebin. To bo tudi v nadaljevanju bolj podrobno predstavila Nataša. Prav tako na portalu Učimte dostopate do predloga letne in dnevne priprave in drugih zanimivih aktualnih vsebin. Drugi portal, ki je namenjen učencem, je portal Učim se. Na njem so zbrane zanimive in zabavne interaktivne naloge, ki omogočajo učencem, da še na bolj zabaven in zanimiv način preverjajo in utrjujejo svoje znanje. Učenci in tudi učitelji, ki uporabljajo naše gradivo, prejmejo kode, s katerimi dostopajo do obeh portalov. Pravzaprav, če lahko popravim, učenci pa dostopajo do interaktivnega samostojnega delovnega zvezka na portalu iUčbeniki.mk. Na kratko bi bila to osnovna predstavitev, zdaj pa vabim Miho, da bolj podrobno predstavi Kemijo 9, saj je ta novost v letošnjem letu in si bomo skupaj pogledali, kaj vse smo pripravili v tem samostojnem delovnem zvezku. Miha, izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Upam, da me slišite oziroma da se moja predstavitev vidi. Valentina, lahko samo prosim potrdiš? Ja, v redu je, te slišimo in vidimo tudi predstavitev. Ok, super. Lepo pozdravljeni vsi prisotni učitelji, vse prisotne učiteljice, lepo pozdravljeni študenti kemije iz Pedagoške fakultete. Skratka, v tem prvem delu bi vam jaz rad predstavil nek tak sprehod skozi kazalo samostojnega delovnega zvezka Kemija 9 in pa potem malo bolj natančno v recimo nekih 15 minutah bi se sprehodil skozi eno poglavje in dal bistvene poudarke, ki sva jih skupaj z soavtorico Natašo načrtovala pri pisanju gradiva. Torej, če si zdaj pogledamo malo bolj podrobno kazalo, ugotovimo, da je samostojni delovni zvezek Kemija v 9. razredu pravzaprav obsega 5 poglavij, pri čemer se samo gradivo začne s poglavjem Pogled nazaj. Naslov tega poglavja torej se nanaša na ponovitev učnih vsebin iz 8. razreda osnovne šole. Zdaj, mogoče je to neka inoviteta v samih gradivih, namreč učitelji evalvatorji so v lanskem šolskem letu, ko smo izdali Kemijo 8, izrazili željo, da sam začetek 9. razreda pričnejo z nekim pregledom vsebin vsebin 8. razreda in na ta način ponovijo ključne informacije iz posameznih vsebinskih sklopov. Tako da je nek krajši del samostojnega delovnega zvezka torej pričet z poglavjem Pogled nazaj. Drugo poglavje je torej z naslovom Raztopine in količinski odnosi, je poglavje, ki pravzaprav združuje vse ključne informacije v povezavi z torej množino snovi, potem masnim deležem topljenca v raztopini. Če se spomnite, nekateri so izrazili željo potem, oziroma veliko učiteljev evalvatorjev je izrazilo mnenja, da so raztopine kot zadnji sklop poglavij 8. razreda v obdobju maja in junija, ko se šolsko leto zaključuje, dokaj težko vsebinsko področje pri kemiji in da ga torej ne obdelajo v celoti. Potem smo se torej pri založbi odločili, seveda v sodelovanju z učitelji evalvatorji, da poglavje Raztopine in količinski odnosi v celoti prestavimo v Kemijo 9. razreda. Potem poglavje torej sledi
prvo poglavje v smislu organske kemije, in sicer z naslovom družina ogljikovodikov s polimeri. Kot vidite, se poglavja navezujejo na trenutno veljaven učni načrt. Obsežno poglavje ogljikovodikov zajema informacije o nafti in zemeljskem plinu, o njihovem pridobivanju in njihovih lastnostih. Potem podrobneje spoznamo ogljikovodike kot spojine ogljika in vodika, govorimo o njihovih poimenovanjih, izpostavljamo izbirno vsebino iz področja izomerije, potem govorimo o fizikalnih in kemijskih lastnostih ogljikovodikov, potem se dotaknemo seveda velike skupine polimerov v povezavi z ogljikovodiki in poglavje zaključimo z prenosom ogljikovodikov v okolje, izpostavljamo neke vidike zelene kemije in pa kemije okolja. Četrto poglavje, ki ga bom malo podrobneje predstavil v nadaljevanju, se nanaša na družino organskih kisikovih spojin. Kot lahko vidite, je to poglavje, tako kot po učnem načrtu, seveda eno izmed najobsežnejših poglavij, ker združuje pravzaprav veliko skupin organskih kisikovih spojin. No in samostojni delovni zvezek se konča s poglavjem številka 5, ki pa je namenjen pregledu organskih dušikovih spojin z polimeri. Tako, zdaj mogoče nekaj besed o samem poglavju Pogled nazaj, tako da dobite občutek, kako to poglavje izgleda. Začne se z neko zanimivostjo, ki je vezana na smejalni plin, in potem seveda iz te zgodbe smejalnega plina izhajajo naloge odprtega tipa, naloge kratkih odgovorov, na katere učenci odgovorijo. Potem sledi prva naloga, ki je povezana z eksperimentalnim delom. Učenci v poglavju Pogled nazaj izvedejo eksperiment, ki so ga spoznali že v 8. razredu. Govorimo o eksotermni reakciji med magnezijem in klorovodikovo kislino in potem na izvedbo eksperimenta rešujejo naloge, ki so seveda različnih tipov. Vidimo naloge dopolnjevanja, potem v nadaljevanju boste videli naloge izbirnega tipa z enim oziroma več pravilnimi odgovori. Skratka, na ta način ponovijo ključne informacije v povezavi z, v tem primeru, s poglavjem kemijske reakcije 8. razreda. Potem pa sledi še sklop 9 strukturiranih nalog. Tukaj se začnejo pri številki 1, 9 strukturiranih nalog. Zdaj tukaj bi poudaril samo to, če grem malo naprej. Kot vidite, lahko naloge različnega tipa, dopolnjevanje, povezovanje, odprti odgovori, strukturirane naloge in tako naprej. Poudaril bi, da vključujemo veliko nalog, ki vsebujejo submikroskopske prezentacije, predstavitve naravnih delcev, in tudi vsa vprašanja se potem nanašajo na branje submikroskopskih predstavitev in povezovanju 3 ravni predstavitev kemijskih pojmov. Tisto, kar še velja poudariti pri tovrstnih strukturiranih nalogah, je v tem, da vse naloge, če imate zdaj mogoče čas preleteti vprašanja, so sestavljene na način, da v isti nalogi preverjamo različne vsebinske sklope kemije iz 8. razreda. V isti nalogi preverimo poznavanje razumevanja kemijskih reakcij, 4. poglavje v 8. razredu, in če se le da, potem vključimo še vsebine povezovanja delcev, 3. poglavja, potem kemijske reakcije, kjer zapisujejo enačbe, potem zapis agregatnih stanj in podobno. Poglavje se zaključi z dodatno dejavnostjo. Kot lahko tukaj spodaj vidite, da učitelji razdelite učence v skupine in potem vsaka skupina kratko predstavi posamezno poglavje 8. razreda in na ta način v parih urah lahko ponovite veliko večino vsebin 8. razreda. No, potem pa se samo poglavje oziroma sam samostojni delovni zvezek nadaljuje s poglavjem številka 2, ki obravnava poglavje raztopin in pa samih količinskih odnosov. Če dovolite, bi se čez to poglavje sprehodil in pa čez poglavje organskih ogljikovodikov sprehodil malo hitreje, da preidemo na organske
kisikove spojine, na podlagi katerih bi vam razložil natančnejšo strukturo poglavja. Takole, organske kisikove spojine se pričnejo na strani 153. Tako. No, kako je pravzaprav tisti, torej učitelji, ki še ne uporabljate gradiva Kemija 8, mogoče so te informacije ključne za vas. Torej vsako poglavje, vsako novo poglavje se začne na prelomu dveh strani, ki vsebuje tako tipično naslovnico, torej gre za neko fotografijo, ki naj bi bila pač povezana v kontekstu tistega poglavja. V tem primeru kisano solato, torej uporabljamo neko snov, ki spada med organske kisikove spojine, in na tej zaslonski sliki lahko zdaj opazite 5 različnih vizualizacijskih gradnikov oziroma teh elementov. Kot prvega bi izpostavil naslov, torej družina organskih kisikovih spojin, kot že rečeno. Ta naslov je vedno povezan z naslovom tematskega sklopa v učnem načrtu. Pod naslovom je razdelek zanimivosti, v katerem smo skušali predstaviti neko zanimivo vsebino, seveda v kontekstu življenjskih situacij. V primeru organskih kisikovih spojin je bilo za ta primer izbrana varoja, torej bolezen pri čebelah in njeno zatiranje s pomočjo oksalne kisline, njihove lastnosti. In kot vidite, vedno se trudimo torej predstaviti vse 3 ravni predstavitve kemijskih pojmov, makroskopska, submikroskopska in potem simbolna raven. Tako da torej gre za neko zanimivost, nek uvodni kontekst, ki spodbuja pri učencih tako situacijski kot tudi individualni interes. Poleg jedrnega besedila lahko opazite veliko slikovnega gradiva in pa predstavitev naravnih delcev. Potem tretji vizualizacijski gradnik je gradnik poglavja Kaj že vem. No, tukaj gre pravzaprav za to, oziroma gre za neko zadevo pogled nazaj, v katere učence skušamo spodbuditi k tem, da prikličejo informacije iz dolgotrajnega spomina, ki se navezujejo na prejšnje poglavje. V tem primeru je to poglavje ogljikovodikov, ker je to pravzaprav poglavje, ki sledi, ki je pač pred družino organskih kisikovih spojin. In v bistvu v tem razdelku učencem vedno zastavimo določena vprašanja, na katere ne pričakujemo zdaj, da so vsi odgovori pravilni. Gre za to, da spodbudimo nevihto možganov, dodatna vprašanja, dodatna zanimanja, kot na primer lahko tukaj pogledate, da se navežejo zopet na zgradbo atoma, opišejo stvari, torej povezujejo različne vsebinske sklope prejšnjih poglavij, tudi 8. razreda. Potem je poglavje oziroma vsebinski sklop oziroma vizualizacijski gradnik Izvedel bom, v katerem je na kratko predstavljeno bistvo torej tega poglavja, torej kaj bodo učenci v tem poglavju torej spoznali. No, kot lahko opazite, se zadnji odstavek tega gradnika zaključi s stavkom, ki napelje na zadnji vizualizacijski gradnik, to je tako imenovana gora znanja. Koncept te gore znanja je v tem, torej, da če želimo usvojiti informacije oziroma znanje poglavja družine organskih kisikovih spojin, torej plezamo na goro. Na goro nikoli ne plezamo sami, zato sta tukaj prikazana dva možička, ki se vzpenjata na to goro znanja. Vmes, kot lahko vidite, imata številne markacije. Te markacije so operativni, torej prepis operativnih učnih ciljev iz učnega načrta, v katerih so še posebej odebeljene ključne besede, ki so torej relevantne v tistem delu poglavja. Tako, torej to je kratka predstavitev te uvodne strani. Na tak način se torej prične vsako izmed 5 posameznih poglavij tudi v kemiji 9. Potem pa torej prehajamo na sam jedrni del poglavja številka 4, torej družine organskih kisikovih spojin. To je zelo obsežno poglavje, kot že rečeno. In tukaj bi se zdaj torej sprehodili čez to poglavje.
vmes bi vam predstavljal kakšne stvari, ki so pomembne. Ena izmed prvih stvari, kot lahko vidite, je, da je jedrno besedilo zapisano na način, da ga večkrat prekinejo različni vizualizacijski gradniki. Tukaj seveda velja izpostaviti različno slikovno gradivo. Mislim, da smo se kar potrudili, no, in da se to slikovno gradivo bogato navezuje na predhodni tekst jedrnega besedila in potem prehajamo, vidite, na nov razdelek z naslovom Razmisli. Gre za razdelek, v katerem učenci po prebranem oziroma po usvojenih informacijah, ki so jih predhodno prebrali, se o njih pogovarjali, učili, uporabijo na nekem novem konkretnem primeru. Gre pravzaprav za naloge, za mogoče malo zahtevnejše naloge, ki jih potem učenci rešujejo bodisi v samostojni delovni zvezek, bodisi tudi v svoj zvezek, torej gradijo zapiske. Jedrno besedilo je večkrat prekinjeno seveda na smiselen način z raznoraznimi preglednicami, kot vidimo v tem primeru, kjer lahko učenci vidijo primere spojin z značilnimi končnicami in pa torej funkcionalnimi skupinami. Zopet vidimo razdelek Razmisli, torej tukaj želimo res poudariti to, da učenci znanje gradijo na podlagi različnih dejavnosti, torej da ni zgolj branje jedrnega besedila in frontalni način poučevanja, ampak da je izgradnja znanja vezana na reševanje različnih tipov nalog. Tukaj seveda poudarjam, da so vstavljene še slike iz različnih virov, gre za gradivo, v katerega se bodo slike še vstavljale. No, vsako podpoglavje, če ste bili pozorni, zdaj smo bili v podpoglavju 4.1, se konča z rubriko Uporabim svoje znanje. Gre za rubriko, v kateri pravzaprav preverimo razumevanje učencev tega podpoglavja. Torej gre za naloge, s katerimi preverimo znanje podpoglavja 4.1. Spet različni tipi nalog, veliko slikovnega gradiva. Tukaj smo se res trudili v smer, da učenci pravilno in ustrezno berejo submikroskopske predstavitve in delajo različne preklope med njimi. Potem podpoglavje 4.2 spoznajo alkohole, torej zopet jedrno besedilo, ki ga po tem primeru prekine dejavnost, v smislu, da z uporabo literature ali spleta učenci torej predstavijo, kako bi recimo razložili besedo alkoholizem in pa pojasnili vpliv alkoholov na telo. Vidite recimo primer tega, da tukaj v tem primeru v zvezek zapišejo, kako bi dali prvo pomoč, skratka strukturo njihove naloge predstavijo v zvezku. Sledi rubrika demonstracijskega eksperimenta, torej gre za razdelek, ki ga izvedete vi kot učitelji, z seveda vnaprej pripravljenimi navodili. Vloga učencev seveda v tem primeru ni pasivna, ravno nasprotno, učenci so torej v vlogi opazovalca in učitelji vodite eksperimentalno aktivnost na način, da oni izpolnjujejo preglednice opaženih sklepov in pa odgovarjajo na vprašanja skupaj z vami. Potem imamo zopet, vidite tukaj dejavnost alkoholnih pijač. No, na tej strani lahko vidite tudi en element še, ki je prisoten, torej na več različnih mestih so izpostavljene kakšne zanimivosti, v tem primeru zanimivost najbolj strupenega alkohola. Potem gremo naprej, torej spet imamo različne dejavnosti. Tukaj te rubrike še nismo do zdaj spoznali, torej jedrno besedilo, vidite, je prekinjeno z rubriko Zgleda, kjer na primeru razložimo različne prikaze, recimo v tem primeru etilenglikola. Razdelek Razmisli, v katerem učenci zopet samostojno delajo. In potem zopet uporabim svoje znanje, s katerim se zaključi podpoglavje. Mogoče izpostavim še tole dejavnost, kjer morajo učenci sestaviti modele molekul. To pomeni, da dejansko modele molekul sami sestavljajo in potem oblikujejo preglednico, v kateri naredijo prepis
iz fizičnega modela v 2D oziroma 3D sliko, kakor se pa za to odločite učitelji. No, potem prehajamo na novo poglavje lastnosti alkoholov z spet preglednicami in na pregleden način predstavljene lastnosti. Prehajamo na aktivnost z naslovom raziskujem. V tem primeru raziskujejo topnost alkohola v vodi. To pa je aktivnost, ki jo učenci izvajajo sami. Torej poglavje raziskujem, vidite tukaj, torej oni samostojno izvedejo različne eksperimente. Poudarjam to, da so v samem samostojnem delovnem zvezku eksperimenti, ki so namenjeni vodenemu eksperimentalnemu delu, kar pomeni, da imajo učenci zapisana navodila, stopenjska navodila, imamo pa kar nekaj eksperimentov, ki so odprtega tipa, torej da učenci sami načrtujejo izvedbo in pred samim izvajanjem eksperimenta predstavijo načrt učitelju. Na ta način potem prehajamo na poglavje reakcije alkoholov, torej gorenje, zopet demonstracijski eksperiment, ker je pač izvedbeno tehnično zahtevnejši ali pa je bolj nevaren. No, potem pomembna rubrika, torej rubrika želim vedeti več, torej s to rubriko so označene vse vsebine, podobno kot v samostojnem delovnem zvezku Kemija 8, ki torej niso del učnega načrta ali pa so del učnega načrta pod nadgradnjo samega znanja, pod izbirne vsebine, jih pa, kot učitelji velikokrat zasledite na kakšnih kemijskih tekmovanjih, vključenih v naloge za dodatna znanja, mogoče za tiste, ki so v kemiji nadarjeni. Tako, na tak način je torej pač izgrajeno poglavje organskih kisikovih spojin. Tukaj lahko vidite primer na sliki 4.21, na kakšen način vedno predstavljamo ali pa skušamo vedno predstavljati izgradnjo znanja, torej makroskopska raven, potem simbolna in še seveda raven delcev. Vedno težimo k temu, da torej povezujemo vse tri ravni predstavitve. Potem imamo naprej spoznajemo aldehide, torej aldehidi in ketoni, torej v učnem načrtu zgolj informativno, zato pač na krajši način. In potem je eno dosti obsežno poglavje za spoznavanje karboksilnih kislin, seveda zopet z jedrnim besedilom, različnimi dejavnostmi, kot recimo tukaj v tem primeru, vidite, da učenci spoznajo recimo 3 različne preproste karboksilne kisline. Potem poglavje o reakcijah karboksilnih kislin, spet poskus, ki ga učenci lahko delajo sami, in zaključek poglavja z nalogami uporabim svoje znanje. Na tak način potem sledi še poglavje o estrih, na podoben način. Potem spoznamo poliestre, kjer se potem spet poglavje zaključi z rubriko uporabim svoje znanje. Tukaj zopet vidite neko dejavnost, kjer učenci raziskujejo poliestre v svojem domu. Potem maščobe in njihov pomen za življenje, zopet veliko slikovnega gradiva, preglednic, s katerimi torej spodbujamo aktivno učenje in izgradnjo znanja. Zanimivost, nekaj besed o voskih, želim vedeti več, torej predstavitev emulzij, zanimivost o akroleinu in potem spoznavanje mil, tukaj govorimo o postopkih spoznavanja mil, povemo nekaj razlik med mili in detergenti, zopet vključimo dejavnost in potem zopet uporabim svoje znanje. Podpoglavje ogljikovi hidrati, torej z različnimi strukturnimi prikazi, prikazujemo izgradnjo znanja monosaharidov, disaharidov in pa polisaharidov. Mogoče bi izpostavil takšne preglednice, ki so ključne, v katerih so zbrane ključne informacije o posameznih snoveh na kratek in pa poenostavljen način, torej za oba ključna monosaharida, ki jih morajo učenci spoznati. No, mogoče takole zadevo še izpostavim v smislu razlage poskusov, ki jih torej z učenci delate, recimo dokaz reducirajočih sladkorjev, torej vsi poznamo dokaz sladkorjev torej glukoze ali pa fruktoze. Tukaj imamo torej številne take preproste razlage, podkrepljene z preprostimi reakcijskimi shemami in pa fotografijami, ki torej nakazujejo na pravilen rezultat poskusa.
Zopet demonstracijski eksperiment, informacije o disaharidih, seveda nadgrajene s številnimi zanimivostmi in spet poglavje uporabim svoje znanje. Torej s tem zaključimo poglavje o ogljikovih hidratih v smislu disaharidov in monosaharidov. Potem so polisaharidi, torej zopet na enak način, z kratkimi preglednicami predstavimo bistvene informacije značilne za polisaharide. V tem primeru razlagamo dokazno reakcijo s škrobom, torej dokazno reakcijo škroba z jodovico, potem nekaj besed o glikogenu, zopet poglavje raziskujem, kjer dokazujejo škrob v živilih in tako naprej, z končanjem poglavja polisaharidov. No, tukaj bi se še ustavil minutko, potem pa predam besedo soavtorici Nataši. Torej, vsako poglavje se konča z podpoglavjem 4.10 v tem primeru, z naslovom Kaj sem se naučil v tem poglavju. No in to podpoglavje pa je sestavljeno iz 3 različnih naslovov. Tukaj imamo prvi naslov, ki vključuje naloge. Tukaj bi poudaril na tem, da so na večjih straneh predstavljeni zopet različni tipi nalog, ki zajemajo celotno poglavje o organskih kisikovih spojinah. Torej ne samo po posameznih poglavjih, ampak so zopet naloge, ki združujejo različne kognitivne stopnje posameznih podpoglavij. Potem kot drugo podpoglavje tega poglavja navedemo naslov dejavnosti. Tudi to, tisti, ki ste uporabniki našega gradiva, že veste, tukaj učiteljem ali pa učencem predlagamo različne sklope dejavnosti, ki jih lahko delajo kot nadgradnjo znanja. Dejavnosti so potem primerne za recimo kakšne naravoslovne dneve, za izbirni predmet poskusi v kemiji in podobno. So torej različne dejavnosti, nekatere so vezane na izvedbo eksperimentov, druge na kakšne intervjuje z kakšnimi znanimi osebnostmi v povezavi z gradivom, potem izgradnjo modelov, skratka, in pripravo teh stvari lahko tudi potem predstavljajo v razredu. No in potem posamezno podpoglavje se konča zdaj pa res, s podpoglavjem Oceni svoje znanje, kjer je pred učenci neka preglednica, v kateri so zajeti, če se spomnite prej tiste gore znanja, ko plezamo na goro po markacijah in usvajamo učne cilje, so tukaj torej zapisani zopet ključne informacije, ki jih učenci vrednotijo, s tem, da označijo s križcem, torej pod katerim smeškotom se trenutno nahajajo. Če je njihovo znanje, če ocenijo, če ovrednotijo, da je njihovo znanje, recimo, da znajo opisati uporabo karboksilnih kislin, to označijo v smeškotu, ki se torej resnično smeje z križcem. No, tukaj na koncu dodamo še načrtuj, kako bi lahko izboljšal svoje znanje, se pravi, da učencem damo možnost razmisleka, kako bi lahko torej to znanje izboljšali. In na ta način so torej sestavljena vsa poglavja, tukaj je zdaj še zadnje, družine organskih dušikovih spojin s polimeri, kjer je izgradnja poglavja torej popolnoma enaka. Tako lahko vam samo še malo preskrolam ta del poglavja. Torej na enak način, veliko slikovnega gradiva in z različnimi dodatnimi vsebinami. Tako, to bi bilo z moje strani vse, pa bi zdaj predal besedo še kolegici Nataši, potem pa imamo na koncu obljubljenih še nekaj minut za morebitna vprašanja. Tako da se zahvalim in hvala za pozornost. Nataša, izvoli. Hvala za besedo. Pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj, kot ste videli, to gradivo za 9. razred je res bogato z različnimi slikovnimi materiali, nalogami, dejavnostmi, tako da bo za vsakega učitelja nekaj, pa tudi za vsakega učenca. Sedaj jaz bi se malo bolj usmerila pa v ta učiteljski del, ker tako kot morda že poznate samostojni delovni zvezek za 8. razred, bomo v prihodnosti, torej v kratkem do septembra, uredili vse te spremljajoče še dejavnosti oziroma še gradiva,
ki bodo vključena tudi v samostojni delovni zvezek za 9. razred. Tako da trenutno torej na 9. razredu tega ne morem pokazati, zato bi pa rada pokazala, kako izgleda še tisto dodatno, kar lahko učitelj uporabi pri svojem pouku. In sicer najprej bi predstavila tale portal Učim se. Tako, upam, da se vidi. Učim te, pardon. Torej na tem portalu učitelji z svojo kodo, ki jo dobite ob nakupu samostojnega delovnega zvezka, dobite vrsto možnosti oziroma različnih še dodatnih nalog, dejavnosti, ki sodijo oziroma ki so vključeni v ta samostojni delovni zvezek. Tako kot vidite, med interaktivnimi gradivi je i-učbenik, ampak ni samo to, tisto, kar bom kasneje predstavila. Tukaj lahko imate še vrsto drugih stvari, uporabnih stvari. Od letne priprave do dnevnih priprav, ki so narejene v Wordu, torej lahko si sami potem preoblikujete, popravljate, dodajate. In v teh dnevnih pripravah imate tudi veliko povezav do drugih spletnih še ali filmov ali simulacij, tako da lahko res popestrite pouk. Poleg tega so poleg samih priprav tudi rešitve vseh nalog. Torej, če sedaj pogledamo, tudi te rešitve so za učitelje seveda narejene v Wordu. Sam se opravičujem, bi tole še podelila z vami. Mi malo nagaja, dobro, bomo pa pogledali še tole. Torej, so vključene rešitve teh nalog, ki si jih lahko ali sprintate ali ogledate. So tudi vključeni različni učni listi, ki jih dobite, recimo za 8. razred za kemijo. Traja nekaj časa zdaj, da mi tole malo odpre. Saj lahko dobite še dodatne učne liste, ki si jih lahko ali naprintate ali potem umestite, vstavite v svoje učne liste ali pripravite kot preverjanje, dodatna preverjanja znanja ali potem za sam test. Torej, deluje, za kemijo je razdeljen po poglavjih in jaz bom potem še pokazala tole poglavje. Zdaj, ne vem, se vidi tole, kar sedaj delim? Torej, so dodatne naloge, ki jih lahko vključite še k vašemu pouku, torej v vaš pouk. Poleg tega pa v tem samostojnem, ob tem samostojnem delovnem zvezku je tudi za učence portal Učim se, v kateremu so predstavljene različne interaktivne naloge. In jaz lahko povem, da moji učenci zelo radi rešujejo in da se lahko celo uro igrajo s temi različnimi nalogami, seveda skozi to igro tekmujejo med seboj in tudi se veliko naučijo. Zdaj tako, v samem i-učbeniku, ki je
Se opravičujem. Bom predstavila torej v tej spletni obliki tega našega samostojnega delovnega zvezka. Je kar nekaj takih elementov, ki jih potem lahko pri sami uri uporabite. Zdaj, sam koncept ste že spoznali, zdaj pa tukaj bi tudi predstavila, da imate ob vseh teh nalogah, ki jih učenci lahko opravijo, imate tudi različne gumbe, s katerimi lahko torej tisto, kar je zapisano, recimo odgovor lahko preverite ali pa celo se izpišejo direktno odgovori, torej rešitve in jih lahko predvajate učencem na tabli ali na platnu in potem učenci lahko sami pregledujejo. Ob tem je pa tudi poseben dokument z znako plus, kjer si lahko pa dodatne naloge torej delate oziroma si lahko te naloge natisnete in jih potem date še učencem oziroma lahko skozi te naloge ponovijo ali pa dobijo potrebne informacije. Kot recimo tukaj, katere vrste kamnin poznamo in kako si jih delimo glede na nastanek. Potem pa torej podobno imamo tak koncept skozi celoten delovni zvezek. V ta delovni zvezek torej lahko tudi takšne naloge rešujete, izbirnega tipa lahko rešujete s klikom na drži ali ne drži in to lahko počnejo tudi učenci in sproti na tabli lahko preverjate njihovo znanje. In seveda ali pa prikažete celotne rešitve, celotne naloge, ki si jo potem učenci ogledajo. Zdaj bi pa rada še predstavila naslednje gradivo in to je Učim vse. V tem gradivu Učim vse, tako kot sem prej omenila, učenci rešujejo naloge. In tukaj bi rada predstavila tole našo zadnjo pridobitev, to so naloge za poglavje elementi v periodnem sistemu. In v sklopu tudi teh interaktivnih nalog smo vključili filme. Ti filmi so sicer nekoliko krajši, skrajšani, krajši torej kot so v samem delovnem zvezku, in so res zelo obogatijo to gradivo, ker v primeru, da kakšnih snovi nimate, v primeru, da kakšnega eksperimenta zaradi iz različnih razlogov torej ne morete izvajati, si lahko z učenci film ogledate in ta film točno napelja oziroma nakazuje na vse tiste točke, ki jih morajo učenci opazovati, da lahko uspešno rešujejo naloge, ki so v samem samostojnem delovnem zvezku. Torej tudi tukaj v sklopu teh nalog, kot vidite, so tudi filmi. Zdaj skozi tegale se lahko samo bom na hitro sprehodila, torej kaže tiste ključne točke primerjave lastnosti magnezija in kalcija v reakciji z vodo in potem glede na to pa učenci odgovarjajo na vprašanja. Ta vprašanja so različnega tipa, ali drži, ne drži. Torej, tudi to moram omeniti, da te naloge se naključno pojavljajo, to pomeni, da tudi če učenci večkrat rešujejo isti sklop, ne bodo vedno reševali v istem zaporedju. Se odločijo, ali drži ali ne drži, so tudi zvočni ti efekti, ki potem učencem pomagajo skozi te naloge. Tako da, tako kot sem omenila, naloge so različnega tipa, kratki odgovori, pisanje in urejanje enačb, torej tudi to smo dali
v interaktivno obliko, ampak to bi morda raje pokazala na prejšnjem sklopu kemijske reakcije. Recimo, ko učenci vpisujejo koeficiente in lahko sproti preverjajo, če je enačba pravilno sestavljena. Torej, vpisujejo direktno kar v tale tablo, recimo, in potem določajo, preverjajo na koncu in ob uspešno zaključeni nalogi tudi dobijo nagrado. Tako da naloge so res zelo zanimive, bogate. Zdaj, če se vrnem na naslovno stran, lahko vidite, da zdaj sicer manjka še poglavje kisline, baze in soli v tem delu, ampak če pogledamo samo elemente v periodnem sistemu, teh nalog je res dovolj in so dobra popestritev. Zdaj, morda, kar bi jaz še za zaključek dodala, jaz recimo tudi pri pouku zelo rada z učenci pregledam tisto stran z kriteriji oziroma kjer so našteti cilji znanja, ki jih morajo imeti ob zaključku poglavja. Kljub temu, da nisva označevala minimalne, temeljne pa višje standarde, v samih nalogah jaz pogosto povabim učence, naj sami označijo ali s 3 barvami, ki se jih prej pač dogovorimo, ali kako drugače, da si označijo, da pogledamo, kaj se pa njim zdi tisto minimalno, osnovno in temeljno, tako da, ali pa višje znanje, tako da tudi s tem razmišljajo o tem, kaj so se naučili in se na ta način nekako širijo, bogatijo to svoje znanje in se tudi usposabljajo v oblikovanju kriterijev, samostojnem oblikovanju kriterijev znanja. Tako, zdaj jaz toliko z moje strani sem poskušala predstaviti torej bolj ta samostojni delovni zvezek za 8. razred, ampak tudi za 9. razred načrtujemo ravno tako bogato ozadje. Pa besedo bi predala nazaj Valentini. Hvala, Nataša in Miha, za to krasno predstavitev. Mislim, da se vsi že zelo veselimo izida samostojnega delovnega zvezka Kemija 9. Trenutno smo res v intenzivnem obdobju korektur in pregleda preloma. Nastajajo še zadnje ilustracije, ki bodo tudi še vnešene v to verzijo preloma, ki ste imeli danes možnost videti. Tako da je res eno tako naporno, moram reči, ampak lepo obdobje, zato ker se ta projekt zaključuje in bo tudi prišel lahko samostojni delovni zvezek kmalu tudi v vaše roke in roke vaših učencev. Jaz bi mogoče še na kratko povzela par ključnih stvari, se pravi, če se odločite za uporabo naših gradiv, se pravi tiskanih samostojnih delovnih zvezkov, prejmete prvo leto, ko se odločite, tudi škatlo s pripomočki in materiali za izvedbo poskusov. Tako za 8. razred kot za 9. razred je škatla. Potem v samostojnem delovnem zvezku je koda z dostopom do vseh interaktivnih gradiv, ki smo jih prikazali in opisali. Tako učenci kot vi dostopate do teh gradiv. Pa še nekaj bi pokazala. Imamo zares krasno ekipo svetovalcev, promotorjev, ki vam lahko pridejo tudi projekt prikazati na vašo šolo. Samo da se premaknem naprej, tako. Če želite, zdaj pa izgledam. Še enkrat delila, se opravičujem. Izgleda, da mi noče deliti projekcije, bom šla pa takole naprej. Se pravi, če želite predstavitev na šoli, lahko pišete na navedeni naslov učbenikafna-mladinska-knjiga.si ali za kakršnekoli dodatne informacije, če jih potrebujete v zvezi z našimi gradivi, se lahko obrnete na nas na tem naslovu.
Jaz bi samo še eno stvar dodala. Pozabila sem uvodoma omeniti recenzente. Tudi letos smo imeli res močno ekipo izkušenih strokovnjakov in praktikov. Omenila sem evalvatorje, medtem ko na recenzentski strani so bili in budno bedeli nad rokopisom dr. Dušan Karnel, izredni profesor za didaktiko naravoslovja na Pedagoški fakulteti, dr. Krištof Kranjc, asistent za organsko kemijo na Fakulteti za kemijo, in gospa Mirjam Bizjak, učiteljica, ki je tudi avtorica naših priprav za 8. razred in ki bo pripravila letno in dnevno pripravo tudi za 9. razred. Zdaj bi pa odgovorila še na kakšno vprašanje. Vidim, da ste v chatu so se pojavila vprašanja. Mislim, da so še kakšna nova. Če imate kakšno vprašanje, vas prosim, da pišete tukaj v rubriko chat ali pa Q&A. Ikoni sta na dnu ekrana. Mogoče še vabilo na naš celodnevni seminar v Portorož 9. aprila. To so res krasni, bogati seminarji, ki jih organiziramo vsako leto v spomladanskem času. Potekajo od nekako 9. zjutraj pa do pol 5. popoldne. V dopoldanskem delu so na voljo zanimiva, inspirativna plenarna predavanja, potem sledi kosilo in po kosilu delavnice po predmetnih področjih. Seveda bomo predstavili tudi naš naravoslovni trojček, naravoslovje, biologijo in kemijo v popoldanskem delu, tako da res lepo vabljeni, da se nam pridružite in upam, da takrat mogoče tudi že imamo tiskano kemijo 9. Si želimo, ampak je zdaj še res to obdobje, ko poteka korektura. Mislim, da je prav, da so ti pregledi res dobro narejeni, da se nam ne bi preveč motili. Zaenkrat sicer vprašanj ni. Mogoče smo pa res vse super povedali. A bi Miha pa Nataša še kaj dodala? Jaz bi samo dodal to, da se upam, da se z vsemi 35 vidimo v Portorožu. Tako ja, zdaj res se to delo na tem delovnem zvezku za 9. razred bliža koncu. Res zdaj zadnje dni je precej naporno, ampak to je bila ena taka čudovita izkušnja in res lepo smo sodelovali in tako bomo tudi v teh promocijah naprej. Tako je, to pa res lahko potrdim, da je bilo res eno krasno, bogato sodelovanje. Tako je. Izkušnja z moje osebne in uredniške strani. Mislim tudi, da ste v gradivu to poznano, ta energija. Ja, tako je. Jaz se pridružujem Nataši, kar se tiče sodelovanja oziroma nasploh zelo napornega obdobja. Predvsem zadnji mesec so zadeve zelo aktivne. Hvala Valentini, da prenaša vse te naše zamude. Mogoče bi izpostavil še to, da z Mladinsko knjigo sodelujejo tudi študenti, bodoči učitelji kemije, ki smo jih nekako navdušili za pomoč pri pripravi rešitev, vseh teh nalog in pa razdelkov, ki so jih z Natašo prej predstavila. Tako da se mi zdi pomemben tudi ta vidik, da oni, ki so v obdobju, tudi v obdobju izgradnje neke osebnosti, da torej sodelujejo z Mladinsko knjigo ali pa z nastajajočimi gradivi, ker sami vemo, da je pač poplava vseh teh raznoraznih gradiv, ki nam jih ponujajo različni uporabniki, različni proizvajalci, veliko. Na nas pa je pač, da nekako kritično vrednotimo posamezna gradiva, da znamo pri posameznih gradivih spoznati tisto, kar je mogoče izstopajoče, kar nam bo olajšalo delo, pa navsezadnje pri učencih pustilo zanimanje. Dejstvo pač je, da kemija ni tako priljubljen predmet v osnovni šoli ali pa nasploh tudi v srednji šoli in potem naprej, tako da jaz mislim, da z vsemi temi
z vso to množico, paleto vseh raznoraznih aktivnosti pa gradiv pripomoremo k temu, no, da bo kemija bolj priljubljena. Se strinjam, ja. To je tudi bilo osnovno vodilo, no, ko smo zasnovali koncept že za 6. razred, ne, smo želeli res učenca postaviti v središče procesa, v njemu zbuditi zanimanje, pa tudi mu prikazati vse te naravoslovne znanosti, vede, kot res zanimive in uporabne, no, in mislim, da nam je to uspelo. Jaz bi še to omenila sem Portorož, pozabila pa omeniti še en seminar, ki sledi pa v Laškem, mislim, da je 23.4. 23.4. tudi sobota. Vsi podatki so tudi na našem spletnem portalu Učimte, kjer vas sproti obveščamo o vseh aktualnih vsebinah, ki se tičejo našega delovanja in naših vsebin. Tako da, ker ni več novih vprašanj, bi jaz na tem mestu zaključila. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, da nas spremljate, da zaupate našemu delu. S tem, ko nas poslušate, nam tudi to zaupanje izkažete in to nam zelo, zelo veliko pomeni in nas tudi motivira za nadaljnje delo. Tako da želim vam uspešno delo še naprej in se vidimo. Srečno. Srečno. Srečno.